Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Matejev evangelij 12. poglavje. V tistem času je šel Jezus v soboto skozi žitna polja. Njegovi učenci so postali lačni, začeli so smukati k lasje in jesti. Torej vsakdo tukaj v Matejevem evangeliju prelamlja postavo, vendar nihče ni kriv. 6. vrstica. Naj pogledam, koliko vrstic moram prebrati. Toda povem vam, da je tukaj nekaj, kar je večje kot tempelj. Če bi vedeli, kaj pomeni izrek usmiljenja hočem in ne daritve. Jezus hoče usmiljenje, pripravljenost za pomoč, pripravljenost za odpuščanje, bolj kot pa se ukvarjati z žrtvovanjem in posvečanimi žrtvami, ne obsojate nedolžnega. Ustavimo se za trenutek, kaj neki bi naj to pomenilo. To pomeni, da če delate kaj narobe, potem niti noče žrtve. To je stara zaveza. Mi imamo edino žrtev, ki velja za vse čase, in to je Jezus Kristus. Nič več žrtev ne bo potrebnih. Vendar pa še vedno moramo dajati slavo Bogu. Aleluja. Mi moramo povzdigniti glas in slaviti Boga, kajti to je edina žrtev, ki si on želi. Nočem vaših žrtev, raje vam odpustim, vam prizanesem, pokažem usmiljenje, vendar se vi morate naučiti, kako boste to prejeli. Kaj se zgodi? Če napravimo nekaj narobe, nam ni potrebno žrtvovati. Ena stvar, ki sem jo vedno žrtvovala, je bilo moje veselje. Nisem si dopustila, da bi se česarkoli veselila. To je bila ena izmed stvari, kako sem kaznovala samo sebe. Odkrito mislim, da se mnogi tako kaznujejo. Nisem bila dobra, tako se ne morem ničesar veseliti, ker sem se slabo obnašala, se ne morem veseliti. Še vedno se počutim, kot da sem padla v jarek, brez izhodnem položaju. Bog pa pravi, veliko raje ti podarim milost in nočem, da žrtvuješ svoje veselje. Želim, da prejmeš mojo milost, želim, da prejmeš moje odpuščanje, moje veselje. Hočem ti prizanesti, tudi če si ne zaslužiš. Ne razumite me narobe, to ne pomeni, da se Bog ne bo hotel z nami ukvarjati, to ne pomeni, da nas Bog ne bo krotil, to ne pomeni, da bomo živeli razpuščeno, grešno življenje in bo vse v redu. Bog se bo ukvarjal z vami, vendar trdno verjamem, da govorim ljudem, ki ljubijo Boga in želijo delati to, kar je prav. Poskušam pomagati vam razumeti, če se ne osvobodite krivde in obsodbe v svojem življenju, ne boste nikoli napravili nobenega napredka. Mi vedno od časa do časa pademo v jarek, vendar bo prišel Jezus in nas potegnil ven. Prav tako, kot se je zgodilo Oslu v jarku. Jezus nam bo omogočil napredek in če bomo zopet padli v jarek, nas bo zopet zdignil in nas rešil. Ali razumete, kaj vam želim povedati? Kajti sin človekov je tudi gospodar sobote. Šel je od tam in prispel v njihovo shodnico. Tam je bil človek, ki je imel suho roko. Rekli so Jezusu, ali se sme v soboto zdraviti, da bi ga lahko obtožili. On pa jim je dejal, kdo izmed vas, ki bi imel eno samo ovco in bi mu v soboto padla v jamo, je ne bi prijel in izvlekel. Koliko več je vendar vreden človek, kakor ovca. Torej se v soboto sme delati dobro. Tedaj je rekel možu, iztegni roko. Iztegnil jo je in postala je spet zdrava, kakor druga. Jezus je poskušal označiti te ljudje, kako izgledajo. Če ste vi neumni osli ali neumne ovce, kajti vsi so bili pastirji in kmetje. In če ti ovca pade v jarek ali vodnjak, jo boš potegnil ven. Zagotovo so ti ljubljeni ljudje več vredni od osla ali ovce. In ni mi mar, kakšen dan je, ni mi mar, če je po pravilih ali ne, kajti ko potrebujejo pomoč, jim bom pomagal. Tako dobro. Kadar se slabo obnašate, se ne povlecite nekam, brez da bi prosili Boga za pomoč. Z vso drznostjo pristopite k oltarju in ga prosite, Bog, vem, da
Mi tega ni bilo treba, vem, da si ne zaslužim, tako žal mi je za ta greh. Prosim te, da mi odpustiš in molil bom, Gospod, da bi me ti spremenil in mi pomagal, da tega ne počnem več. Vendar sem tako hvaležen, da lahko s pogumom pristopim k tvojemu prestolu in mi ti pomagaš. Potrebujem tvojo pomoč, Bog, ali mi boš prosim pomagal. Mi se ne smemo umakniti, ampak pogumno pristopiti k Božjemu prestolu, kar naredi hudiča čisto norega. Sedaj vam bom povedala primer, da bi bolje razumeli. Najmlajši sin, ki je sedaj star 32 in ko je bil približno star 10 let, me je Bog začel učiti te stvari. Tako mislim, da se je to zgodilo pred 22 leti. Njegovo ime je Dan in seveda ga vsi kličemo Danny. Jaz ga še vedno kličem tako, čeprav je v resnici Daniel. On ni bil ravno redoljuben otrok, zelo rad se je zabaval, bil je srečen, z vročekrvnim značajem. Tako sva poskušala z možem mu dati smernice, da bi jih sledil. Naložila smo nekaj manjših opravil okrog hiše, da bi jih napravil, da bi ga nekaj naučila. On si jih ni mogel zapomniti, zato sva mu jih zapisala, napravila sva tak sistem, če neko stvar opravi, dobi kljukico za ponedeljek, za torek, za sredo in če cel teden vse naredi, če ima vse kljukice izpolnjene, potem dobi na koncu tedna nagrado. Naprimer, majhna opravila, kot so postlati posteljo, nahraniti psa, napraviti to in ono, nesti smeti. Veste, bilo je 5 ali 6 majhnih stvari. On se rad igral in je veliko časa preživel zunaj hiše. V soseščini je bil nekdo, ki ga je ustrahoval, recimo, da on predstavlja hudiča. On je rad vzel Dannyjevo žogo in jo vrgel v gnojnico. Vsakeč, ko je to storil ali ga je kako drugače nadlegoval, smo slišali. Garažo smo imeli na strani hiše, tako da je bil prehod iz garaže v hišo do dnevne sobe. Ko so se otroci zunaj igrali, so bila garažna vrata vedno zaprta in oni so hodili noter in ven. Tolikokrat sva z Davidom sedela v dnevni sobi in sva slišala Dannyjevo vpitje: Ati! Ati! Videla sva, da ga tisti nadleguje. Videla sem, kako je mož David skorajda strgal vrata stečajev in tekel, da bi pomagal svojemu sinu. Gospod pa je takrat govoril v mojem srcu in mi je rekel, kakšen starš bi bila, če ne bi pomagala svojemu sinu, ko slišiš, da kliče na pomoč. Ali boš rekla možu: O, slišim svojega sina, da kliče na pomoč, a boš šel hitro dol pogledat njegovo tabelo, če ima vse kljukice izpolnjene? Dajte no. In če ima vse kljukice, potem mu bom pomagal, če pa nima, si je sam kriv. Seveda tega ne bi storila. Zakaj? Zato, ker je on najin otrok in ga imava rada, ga ljubiva in sva z njim povezana. Bog mi je pred nekaj tedni nekaj pokazal, da bi me dražil do onemoglosti. A ste pripravljeni? Koliko izmed vas se zaveda, da boste v svojem življenju še grešili? Vi tega nočete ali ne? Tega nihče ne želi. Mi tega nočemo, vendar vemo, da se bo to še zgodilo, ker imamo svoje slabosti. Zaradi tega potrebujemo Jezusa. Zato vsak dan stanemo in poskušamo storiti najboljše, kar zmoremo, vendar včasih nekoliko pademo v jarek. Sedaj dobro poslušajte. Po 45 letih zakona se še vedno zavedam, da če sem z možem povezana, bodo še vedno časi, ko me bo razočaral ali bom jaz njega. On tega ne bi storil sicer namenoma, ker me ljubi, vendar smo ljudje in veste, takšne stvari se pač zgodijo. Ponovadi popoldne greva počivat, še posebej v petek, ker imam 2 predavanji. Tako si malo odpočijem ali zadremam in vedno grem do Davida ter potrkam na njegova vrata približno pol ure pred odhodom. Ali si vstal? On je vedno pokonci, vedno. Ima svojo alarmno uro. Danes sem pozabila iti. Pozabila sem. In bilo je 10 minut pred odhodom in sem mislila, da bi ga morala poklicati. Šla sem, on pa je še spal. Zakaj me nisi poklicala? Zakaj me nisi zbudila? Rekla sem mu, ali sem jaz odgovorna, da te potegnem iz postelje? Saj imaš svojo uro, budilko, pred nosom. Vidite,
Tudi če še nekako posredno zvalil krivdo name, sem vse skupaj pozabila in šla naprej. Tudi on napravi podobne stvari zame. Veste, včasih sem nekoliko zadirčna in on mi vedno odpusti. Če hočeva ostati skupaj, če hočeva ostati poročena, kar sva in sva povezana in želiva skupaj ostati, potem sva se že vnaprej odločila, da karkoli se bo zgodilo v prihodnosti, bova drug drugemu odpustila. Ti ne moreš biti v odnosu, če ne napraviš te odločitve. Veste kaj? Bog se je že vnaprej odločil in ve za vsako napako, ki jo boste vi napravili, in on se je odločil, da vam bo odpustil. Vi niste niti v jarku še in on se je že odločil, da vam pomaga. O, moj Bog, to je tako dobro, da komaj prenašam. Veste, vi še niti niste padli v jarek in on vam že pomaga ven iz njega. Veste, kaj to pomeni zame? Znebim se vsega pritiska. Bog ni niti malo presenečen nad vami. Ne morete ga šokirati. Veste zakaj? Rada povem to. On že vnaprej ve, kaj bo dobil z vami, ker on je že vedel takrat, predno ste se rodili. On je vedel tudi, kaj bo dobil, ko je dobil mene. On nas kljub vsemu ljubi. O, moj Bog. Jezus vas nima rad zato, ker ste odlični, ker ste perfektni. On vas ljubi zato, ker tako želi. Matej 12:20 govori, nalomljenega trsa ne bo zlomil. Rada imam to. To je tako čudovito. Neko drugo besedilo pravi, nalomljenega trsa ne bo zlomil in tlečega stenja ne bo pogasil. Če imate v sebi samo majhno iskrico, se bo Bog še vedno zanimal za vas. Če ste nalomljeni trst in ste majhni, veste, da čutite bolečino v svojem življenju, vas ni potrebno biti strah. Kajti vedno se lahko zatečete k Jezusu, kajti on bo vedno prijazen z vami. On vam bo vedno pomagal, ne bo vam nikoli naložil preveč, kot bi lahko nesli. Ko vas ljudje obtežijo s pravili in predpisi in vas pustijo same, ali si lahko predstavljate kakšno osebo z zlomljenim srcem, ki so jo zlorabili in niso prav ravnali z njo. Naprimer, da je to ženska, ki se je podala v prostitucijo zaradi svoje vzgoje in je mogoče začela jemati mamila in sedaj je v njej totalna polomija ali kakorkoli že. Mogoče gleda prav sedaj mojo televizijsko oddajo in se odloči predati svoje življenje Gospodu in potem najde cerkev v bližini. In ko pride tja, vse, kar ji rečejo, je, naj se uredi, naj se spremeni svojo frizuro in še kaj drugega. Veste, naučiti se moramo, kako ljubiti ljudi, kjer so in jim pomagati, da prispejo do tja, kjer bi morali biti. Amen. Veste, ogromno cerkvenih skupnosti se pritožuje in hoče obnovo in razcvet. Oni niso bolj primerni za obnovo kot ljudje z Marsa. Veste zakaj? Zato, ker ljudje, ki prihajajo na obnovo, če vsi ne delujejo prav, ne izgledajo prijazno, niso prijetnega vonja ali se ne obnašajo kot religiozni ljudje. Amen. Prijatelj iz Anglije, Paul Scanlon, ima zapovedati najbolj zanimive zgodbe. On se je naučil ljubiti vsakogar. Oni so bili sredi obnove cerkvenega občestva in Bog se jih je dotaknil. Nekega večera je neka gospa v molitveni skupini, ko je on molil za ljudi in mnogih se je ta molitev dotaknila, ona ni nikoli preizkusila nekaj podobnega. On je molil za njo in ona začela govoriti, presneto, kaj je sedaj to vse skupaj? On pa je rekel, o, ljubi Jezus. In ko je naslednjič zopet molil za ljudi, se je ta ženska spet prikazala in pristopila. On pa se je mislil, o ne, prosim, samo ne ona. S tresočim glasom je ponovila, o, presneto, zopet je ta reč tukaj. Veste kaj? Lahko kar vidite odziv v cerkvi, ljubi Bog, ja že ne bom več hodil v to cerkev, če bo duhovnik pustil tukaj ljudi, ki tako govorijo. Ali bi, prosim, lahko pustili Bogu malo več časa, da deluje na ljudeh, preden jih vržete ven? Dajte mu samo malo več časa, da lahko deluje na ljudi.
Povedala vam bom še eno smešno zgodbo. Koliko vas pozna Chris Chain? Vsi jo poznate, prav? Ona je moja prijateljica in imela sem priložnost, da sem jo nekaj let celo usmerjala v njenem duhovnem napredovanju. Nek dan sva šle po nakupih, ko sva se znašli v Phoenixu, v Ameriki, v trgovini, in je prodajalka začela spraševati, kaj počneva tukaj. Odgovorili so ji, da so prišli na krščansko predavanje, in dekle je rekla, tudi jaz sem duhovna. In jaz sem si mislila, duhovna sem, no, kaj neki to pomeni. Ko je govorila, je uporabljala kar nekaj grdih, nedostojnih besed. Ona je bila prodajalka v trgovini in kaj kmalu ji zdrsne tista beseda na P. Jaz sem, kot veste, ne maram grdih besed. Moj oče uporablja umazane besede in tako sem si privzgojila posebno nasprotovanje proti grdim besedam. Tako je Chris poskušala nazorno prikazati položaj, saj veste, ona je prava pričevalka vere. Kaj hitro je dekle odgovorilo, opravičujem se zaradi svojih izrazov, in dodala je, mislim celo, da Bog včasih zakolne. No, naslonila sem se proti njej na pult in rekla, punca, Bog ne preklinja. Mislim, v moji glavi se je prebudil najmanjši delček moje religioznosti. Rekla sem ji, Bog ne preklinja. Seveda je bila tam tudi Chris in se je naslonila name ob strani in rekla, vendar on ljubi tiste, ki to počnejo. Šele kasneje sem jo razumela. Poskušala uloviti ribo. Jaz pa sem jo že poskušala očistiti, preden sem jo sploh ulovila. Vidite, velikokrat to počnemo. Ljudem ne damo niti možnosti, da bi Bog v njih razvil oseben odnos. Poskušamo jih očistiti in jih pripraviti k delovanju, za katerega mi mislimo, da je pravilno za našo skupino ljudi. Hvaljen bodi Gospod. Če poznate osla, ki je v jarku, zakaj mu ne pomagate ven, namesto da ga obsojate, da je tam notri? Ti neumen osel, zakaj si znova v tem jarku? Povedal sem ti, da se izogibli tega jarka. On že tako ve, da ne bi smel biti v jarku in se počuti slabo zaradi tega. Zakaj mu ne pomagate samo, da zleze ven iz jarka? Vendar ne, veste, kaj mi počnemo? Na njih zlivamo gnojnico, poskušamo jih žive zakopati in tako oni ostanejo v jarku. Jezus pa dviguje. On je naša slava in on povišuje. Psalm 127. On pošlje svojo besedo in jih ozdravi. Dvigne jih iz globoke jame in jih obvaruje uničenja. Če ste študirali Sveto pismo, potem veste o teh stvarih v 7. poglavju Rimljanom, kjer Pavel pravi, ne vem, kaj je moj problem, delam stvari, ki jih nočem, tiste pa, ki jih hočem, ne morem napraviti. Kaj je narobe z mano? Dobro, mi vsi smo že bili v takšnem položaju, kaj ne? Nimam časa, da bi vse še enkrat prebrala, vendar se bom napotila 24 vrstici. Sam sem nesrečen in usmiljenja vreden bednik, kdo me bo osvobodil od prijema tega telesa? Videti morate, kako je napisano v razširjeni izdaji. O, hvala ti, Bog, klicaj. Rada imam to. Jezus Kristus me bo. Kdo me bo rešil? Bog me bo. Slava ti Bog, kaj ti rešil nas bo on po Jezusu Kristusu. Rimljanom 8.1. Zdaj torej. Medtem, ko čakamo na Boga, da bo opravil to delo v meni. Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Tisti, ki ne hodi za mesom, ampak za Svetim Duhom. On ne govori o tem. Ponavadi sem brala to in mislila, če bi lahko hodila v Svetem Duhu in ne v meso, potem ni bilo nobenega razloga za obsodbo. Nisem tega razumela, vendar ni bilo nobenega razloga, da bi bila obsojena. Nisem razumela, vendar če sem resnično verjela, da govori o slučaju greha. Ko grešimo, lahko čezmerno sledimo mesu ali pa lahko sledimo Duhu, da to premagamo. Če sledimo mesu v premagovanju greha, potem poskušamo po svoje.
Zaslužiti si moram odpuščanje. Če pa sledim duhu in se prepustim vodstvu Svetega Duha, potem prosim Boga, da mi odpusti in prejmem to odpuščanje in milost, se otresem krivde ter se napotim naprej do naslednje stvari, ki jo ima Bog pripravljeno zame. Lahko vam zagotovim, da vas predavanje ta teden ne bo spodbudilo k večjim grehom ali da bi si mislili, da vam je dovoljeno grešiti in da se boste na lahko zmazali z opuščenim življenjem. Kar vam bo to predavanje storilo je, da se boste zaljubili v Jezusa in želeli mu boste vedno bolj in bolj ugajati. In ko boste jutri odhajali, boste ugotovili, da vas bo Bog spremenil, če se boste prenehali spreminjati sami sebe in se boste naučili in pustili, da je Bog zares Bog v vašem življenju. Ni potrebno, da ostanete osel, lahko postanete orel, da bi čakali na Gospoda, da obnovi njegovo moč, dvigujejo se na perutih, kakor orli. Vendar, če mi sami poskušamo narediti, bomo vedno ostali le osli v jarku. Večino svojega življenja sem preživela v jarku. Zahvala gre Bogu, da sem sedaj samo od časa do časa v jarku. Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Ko napravite nekaj narobe, vam hudič pravi: ti neumni osel, zakaj tičiš v tem jarku? Odgovor bi moral biti: ker sem neumen osel. Vendar naj te spomnim, da sem jaz Božji osel. In on me bo vzdignil ven. Amen. No. Ko pridejo za menoj religiozni demoni, farizeji, ljudje hitre obsodbe in kritike in tisti, ki mi vedno radi povedo, da bi morala biti veliko bolj naprej na poti, kot pa sem že. Spominjam se svojega sina, ko sem začela predavati o cerkvi, ki smo jo obiskovali. On je obiskoval osnovno šolo. Veste, kaj vam povem? Stvari, ki jih včasih ljudje rečejo otrokom, bi si zaslužili kar klofuto. Ljudje so se spravili nanj samo zato, ker je bil moj sin. Spominjam se, da sem ga nekoč vprašala, kaj je bila najtežja stvar, ko si odraščal. Mislil je precej dolgo in potem pa rekel: najtežja so bila pričakovanja ljudi od mene, zato ker sem bil tvoj sin. To je tako, ko nek otrok lahko stori nekaj narobe in nihče ne polaga na to velike pozornosti, vendar pa če eden izmed mojih otrok stori kaj narobe, potem: zagotovo pričakoval kaj več od tebe, na koncu koncev si ti sin Joyce Meyer. Vidite, da lahko to stvar ponotranjite. Veste kaj? Veliko otrok od pridigarjev gre skozi to. Veliko otrok, katerih starši so vpleteni v duhovno službo, gre skozi podobne stvari. Zakaj mi pričakujemo več od kogarkoli drugega, kot pa lahko mi napravimo mi sami? Dopustimo, da so ljudje in dajmo Bogu priložnost, da deluje v njihovem življenju. Amen. Naučiti se moramo, ko ljudje pristopijo na ta način, ko nam pride hudič naproti, se moramo naučiti, kako se ga otresti in zaupati v Boga, da dela v naše dobro. Nič več ne bom dopustila, da me še kdo drug obsoja, da bi se čutila krivo, ker nisem to, kar si oni mislijo, da bi morala biti. Amen. Pa čeprav imam neko pritožbo glede tega. Recimo, da mi je nekdo napisal in rekel: mislim, da ne bi smela govoriti o pasjem kakcu iz Prižnice. Veste, kaj bom storila s tem? Otresla se bom takšnega mnenja. Veste zakaj? Ker se ne bom pustila voditi množici. Pustila se bom voditi Bogu, prav? Naj vam povem zgodbo o oslu. Nekoč je osel padel v suh vodnjak. In tam je neosmiljeno jokal, rigal ure in ure, ko je kmet premišljeval, kaj lahko stori s tem svojim oslom vodnjakom. Končno je rekel: no, ta žival je že stara in vodnjak bom tako ali tako moral zasipati, saj sploh ni vredno, da bi poskušal od tega osla privleči ven. Tako je povabil vse svoje sosede, da so prišli in mu pomagali zakopati ta vodnjak. Lopatali so umazanijo in metali v vodnjak. Veste, da je dovolj žalostno, da ko ste
kot osov jarko vam vaši prijatelji včasih mečejo umazanijo na vas, namesto da bi vam pomagali ven. Nekateri izmed vas ste to že doživeli? Oni so vsi pa prijeli za lopate in začeli lopatati zemljo v ta vodnjak. Ko je osel spoznal, kaj se dogaja, začel zares grozno rigati. Nato pa se je na presenečenje vseh umiril. Mislili so, predal se je v usodo. Po nekaj lopatah je kmet pogledal dol v vodnjak in se je zelo začudil, kar je videl. Za vsako lopato umazanije, ki je padla v vodnjak, se je zgodilo nekaj neverjetnega. Osel se je le otresel in stopil na vrh umazanije. Zopet je padlo nekaj lopat umazanije na oslov hrbet in on se je zopet otresel in stopil na ta kup. Več lopat umazanije, več je bilo stresanja in zopet se lahko malo pospel. Kaj kmalu je ta osel lahko stopil ven iz vodnjaka? Veste, včasih se nam v življenju zdi, da smo padli v kakšen jarek. Imamo problem, ki ga ne znamo rešiti. Vi veste, da je Jezus tisti, ki pride in nas dvigne. Mi moramo samo začeti pokazati isto milost proti drugim, kot jo je Jezus pokazal za nas. Moramo iti ven in podati roko ljudem v pomoč. Če pomagamo drugim, nas to vedno naredi bolj bogate. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.